pojma, s kom imam zdaj opravka in vidim razen eno številkico 64 minus nas 6 tle, iz tega sklepam, da nekaj ljudi to gleda, upam, da čim manj vas robotov in da ste stvarni ljudje. Zdaj bom preklopil na neke svoje slajde čudaške in se bom lažje premikal skozi nekakšne zabeležke. Moram takoj popraviti, rečemo temu, napako, ki sem jo jaz naredil pri Katjini napovedi, oziroma samo bi toliko pojasnil. To, kar vam bom zdaj nekako predočil, če se temu reče, tako ni toliko neki poskus sistematizacije vsega, kar se dogaja nam digitalcem med korono ali pa rečemo stika med korono pa digitalno sfero. Bolj gre za neko serijo mojih, rečemo temu, razmislekov in dognanj, ki zadevajo to dobo in se seveda tičejo nas digitalcev. Mali popravek, torej šeramo screen, yes I do. Host disabled attendee screen sharing je malo narobe. Jaz najlepše prosim Lino, če mi omogoči šeranje. Ta čas se bomo malo gledali še. Za mano so knjige, imam jih še veliko, nekatere sem tudi prebral. Ena stara zgodba pri nas digitalcih je bila pred dobesedno 20 let od enega Claya Shirkyja. Tako malo chatam medtem, ko čakamo omogočanje šeranja. Pardon, nekaj se dogaja, super. Wow, Keynote, iPhone, desktop, share, bravo. Ok, kaže, da nam bo ratal. Ok, se opravičujem, nismo stestirali čisto vsega. Ok, in zdaj bi moralo delati. Yes, Keynote, dih korona, share, dober dan, še enkrat. Zdaj vidite moje čudovite slajde, upam. Prosim, če mi nekdo reče ping. Sharing is paused. Jaz se opravičujem, tipično imamo, kaže vidimo. Ok, hvala Aljoša Likar. Bring this to the fore, please. Ok, rečemo, da vi vidite te slajde zdaj. Torej, tisto, kar mene tu intrigira pri tej naši dilemi o stiku med digitalom in korono, je v osnovi vprašanje, kako smo oblikovali svoje digitalne svetove, kako smo oblikovali v primeru podjetij samo idejo spletne ali digitalne prezence. Ok, tu sem, ali sem to jaz naredil, se opravičujem, nekaj mi nagaja. Ok, kdo sem jaz, ne vem, če imate navado pogooglati predavatelje, preden greste na njihova predavanja ali pa sogovornike, preden se z njimi pogovorite. Sem online oziroma sem nekako digitalni akter že od prve polovice 90-ih in sem do danes bil dosti aktiven in se ukvarjal z spletnimi nastopi ali pa potem digitalnimi strategijami pri mnogo tipih projektov, podjetij, organizacij in tako naprej, iz vseh živih sektorjev. Dosti predavam, dolgo časa sem delal na FDV-ju kot nekakšen zunanji predavatelj, pisal kolumne za, ne vem, Delo in Menedžer in tako naprej. Če vas bo karkoli zanimalo na nivoju tračev iz vseh teh seans, kar pošljite vprašanje in bom morda celo odgovoril, ker sem kar veselo tračam o svojih bivših in bodočih klientih. To je samo reminder, da imamo opravka s korono, preprosto všeč mi je bila ta slikica, pa otroka imam na Japonskem, pa tako malo razmišljam o dveh stvareh istočasno. V glavnem, gremo malo v materijo, ne.
Za začetek nekaj zelo generičnih stvari za pripomniti. Iz vseh teh, kaj pa vem, decenij ukvarjanja z digitalom, sem potegnil en sam ključni sklep, ko razmišljamo o zelo velikih temah. In to je, da je tehnologija v svoji osnovi ne rešitev, ne težava, ampak preprosti ojačevalec vseh zatečenih družbenih odnosov. To pomeni od visoko geopolitičnih in političnih in krupnih do najbolj zasebnih tudi. Torej, zatečeno stanje s pomočjo tehnologije se niti ne spreminja tako radikalno, kot bi trgovci z opremo radi trdili ali pa evangelisti. Prej tisto dominanten proces, ki se odvija, je, da se zatečeni odnosi samo pojačajo, somehow. In to pomeni in dobre in slabe strani. Druga taka nekoliko abstraktna, če ne teoretska, zadevca za omeniti na samem začetku je vprašanje, kdo nam definira srečo. To zdaj leti in na vendorski, na trgovski svet, na tisto smer, iz katere nam digitalna tehnologija prihaja, ker ugotavljamo, da je tako kot pri mnogem drugem marketingu ali pač intelektualnem nasilju, ki nas prepričuje v nekaj, kar sami ne mislimo, tehnološka sfera postala nekakšen agens, ki definira srečo posameznika ali pa širše pogledano, ki definira uspešnost, opisuje scenarije življenja in poslovanja. In to je nekaj, česar se je vredno zavedati, sploh pa v tem današnjem momentu, ko so tehnološka podjetja postala tako pomemben gospodarski player v globalnem merilu, kot je bila nafta morda 120 let nazaj, z vsemi implikacijami. To pomeni vpliv na dejansko politiko, vpliv na veliko tega, kar še derivira iz pozicije moči, ki jo je treba ohranjati. In še zadnja taka malenkost, ki je zelo pomembna za kontekstualizirati moje pripombe, ki še sledijo, je izjava ali pa konstatacija o naši največji ranljivosti. Upam, da tolerirate cinizem v teh mojih slikicah. To je meni eno veliko veselje, ko se pripravljam na taka predavanja. V glavnem, verjetno vidite, da to je nekaj najbolj groznega, da imaš fitness, do katerega teh 10 stopničk ne moreš narediti normalno, ampak rabiš eskalator. Torej, naša nagnjenost k udobju je naš pogreb. Ko rečem mi, predvsem mislim res na človeštvo v celoti ali pa barem na njegov digitalni del. To je šibka točka, ki jo, rečemo temu, vsa digitalna srenja zelo skrbno izkorišča. Pod pretvezo olajšanja smo v stanju svojim klientom uvaliti marsikaj, če grdo povem. Oziroma sami kot posamezniki smo pripravljeni najprej kupiti definicijo sreče, potem pa še kupiti definicijo udobja in smo na ta način ne samo kuhana žaba, ampak smo taki, da bomo veselo participirali še v teh ritualih, ne da bi razumeli, kaj se nam dogaja. All right, zdaj torej grem malo razmišljati na glas o stiku med korono pa digitalno sfero in kot verjetno vemo, naša življenja je nemogoče ločiti od konteksta, v katerih se dogajajo, in začnemo malo z družbo. Prva taka stvar, ki je vsekakor intrigantna, je, da je ta korona čudna, zelo zanimiva zato, ker gre za krizo, gre za okoliščine, ki se praktično sočasno dogajajo čisto v vseh državah. Z razlikami, ampak razumemo se. In danes smo v stanju prvič na en tak
pseudo-objektiven način, skoraj objektiven način primerjati tudi načine vladanja ali pa reakcije oblasti, da ne bi postali čisto politični, bolj gre za to, kako se skupnosti urejajo svoje odnose in svoje razmerja in kako grejo naprej. Ne? In dal sem seveda sliko našega omiljenega zeta, zato ker brez njega ne gre in od njegovih gest odvisi mir v svetu in tako naprej. In vsi se bojimo volitev ameriških in če on zmaga, smo crknili in tako naprej se govori. Ne? Ampak če odmislimo torej ta politični komentar, res je intrigantno, da tako kot lahko primerjamo reakcije teh režimov ali vlad na pogoje delovanja življenja pod korono, tako zdaj na nove načine lahko razmišljamo tudi o svojih digitalnih okvirih in o načinu, kako delamo v družbi v smislu digitalnega. To pomeni, kot boste slišali v nadaljevanju tega seminara od ljudi, ki se ukvarjajo s pravom ali pa z zasebnostjo, da se bo dalo na en bolj plastičen način razumeti, pa če nič drugega, da morda nam ni tako hudo v Evropi v primerjavi s Kitajsko ali Ameriko, ali pa bomo še kaj drugega znali dognati. Preprosto ta ideja sama, da lahko z aktivno primerjavo bolje razumemo svojo pozicijo, mislim, da je postala za en dober, debel odtenek bolj relevantna zdaj med to korono. Korona nas je naučila, da bolje primerjamo. Kar smo zaznali med to korono je, da smo v stanju s pomočjo digitala, tokrat pa zares, izrazito fino manipulirati. To je prizor iz volitev, ki so jih v Srbiji naredili pred, ne vem, zdaj 2-3 meseci, ko je ta gazda lokalni organiziral ta totalno čudaški Zoom predvolilni shod in so mu pol valjda z zelo enostavno analizo ugotovili, da so samo tako umetno zmanipulirali, pač multiplicirali udeležbo. Izkaže se, oziroma jaz mislim, da je, da tako rečem, ljudstvu tudi postalo jasno, da je digitalna sfera postala zelo pomembna in da jo pač naši izvoljeni vladajoči uporabljajo za manipulacijo in se mi zdi, da raste zavest. Mislim, da kot komunikatorji, kot digitalni strokovnjaki, kot ljudje. To sem te hotela zdaj, jaz te nočem prekinjati. Gledali se nam je ustavili na prvem slajdu. Evo zdaj nekdo zapisal, strašno nenavadno, kako meni to dela, jaz bom nekaj escape-nul, pa bom naredil tole, Q&A. Sem skozi čakala, kdaj bom Trumpa videla. I'm so sorry, jaz sem tako lepe stvari že vmes kazal, zdaj da vidimo, you are screen sharing, da vidimo, in zakaj mi piše sharing iz... Strašno nenavadno, ali vi vidite zeleni slajd? Jezus, kaj bomo naredili? Ja, zdaj pa vidimo zelenega. Ok, I'm so sorry. Bom samo pohitel, to so moje referenčice. Zdaj bom tako ekspresno hitro prišel nazaj na slajd, kjer ste me, hvala za to, ustavili. Zeleni slajd je pred vašimi očmi Zarne, na njemu piše Vuk-Hu, tu so neke kao reference, na katerih piše, da sem svašta naredil, od, ne vem, 90-ih naprej, začenši z Mat Kurjo, pa do nekih politikov in strank in vsega, kot hudi strateg. Sem predaval na parih faksih, gor dol, a sem hiter sem, pisal kolumne, svašta počel fajn, evo nas nazaj, upam, da vidite slajd. Zdaj bi super bilo, če bi nekdo rekel, ja, vidimo en val. Ne, vidimo še vedno isti slajd. Damn, zdaj se bomo tako ročno premikali. Zdaj pa vidimo val. Ja, zdaj bom jaz to tako delal, pa bo malo čudaško, ampak ni hudega, ta val je tu sem zato, ker moja hčerka študira na Japonskem in je lepa koincidenca, da je ta imenitna grafika.
Hirošige, grafika iz 19. stoletja, sovpada z korono, how cool, zdaj grem na intro, joj, kako je to čudno. Dobro. In bom samo dal torej te 3 uvodne male stvari, to je torej tisti ključni poudarek, da je tehnologija samo ojačevalec. Okay? Ne bom vsega ponavljal. Tu pa zdaj želim vztrajati, da je strašno pomembno, da razumemo, da kdo nam določa, kaj je uspeh, kdo nam določa, kaj je naša zasebna sreča, in da to niti slučajno niso trivialne stvari, ampak smo jih zaradi, jaz mislim, da učinkovitosti marketinga pripravljeni spregledati, in tu mislim, da moramo sami na sebi delati nekaj kot posamezniki, ampak tudi kot organizacije, da bi bolje razumeli, da morda naše odločitve in naše taktike treba premisliti še enkrat in da so morda samo fotokopije nekih zadanih, rečemo temu procedur, ki jih slepo ubogamo, ne da bi bili pametni. Potem lepa slikica, to mi je žal, da niste videli, ni cool. Torej to je ta fitness, v katerega gremo z temi eskalatorji, ne? In to se mi zdi tako super cool in cinično, in to je ta zgodba o naši ranljivosti že spet, zato ker smo pripravljeni kupiti vse oziroma sprejeti vse, sam da nam je lažje, da nam je mehko in tako naprej. Potem grem na našega zeta, evo ga, to je ta slikica, še enkrat. In to je ta gospod, o katerem se to govori, ampak poanta tu je, da zahvaljujoč digitalu pa v tej situaciji te korone, ki je praktično sočasno zadela čisto vse družbe, imamo eno zelo kvalitetno priložnost primerjati pač reakcije, reakcijske čase, narave reakcij, način komuniciranja in rečemo temu obvladovanja krize v vseh teh zelo različnih družbah, in smo v stanju mnogo bolj plastično kot do zdaj kadarkoli delati primerjave, in se mi zdi, da je to en čudno povedano, ampak to je en benefit od te korone, intelektualni. Potem smo prišli evo nas na te famozne srbske volitve, ki sem jih uporabil za vizualizacijo, da živimo v dobi, ko pač se itak vedno manipulira do neke mere, ampak zdaj, kot če bi se dobil vtis, ali upam, da to ni samo moja projekcija, da raste zavest, da ljudem postaja malo jasneje, vidim to po družbenih medijih, pa ne v teorijah zarote toliko kot v uporništvu, ne. Nekaj, kar je strašno intrigantno in nekako slutim iz seznama predavateljev kasnejših, da bo o tem dosti govora, je ta ideja nadzora. To seveda se stika z idejo oziroma onim konceptom od malo prej, da vidimo, kako se različne družbe oziroma države obnašajo. To je ena zelo redka fotografija, by the way, to je dosti težko najdeti, kjer točno vidiš, kako na Kitajskem zgleda, ko ti imaš aplikacijo naloženo, na kateri je veliki barvni krogec, ki reče tvoj zdravstveni status, in če je krogec zelen, greš skozi vrata, pač stopiš na vlak, letalo, teater, službo. Če je rumena ali rdeča, je mali problem, ampak pri tej stvari mi vsi vemo, ko se malo s tem ukvarjamo, da ta barva tega krogca ne odraža nujno samo in izključno tvojega zdravstvenega stanja in korone, ampak je povezana s tistim social credit sistemom kitajskim, ki je en tak Orwellova aplikacija, kjer sešteva vso tvojo, rečemo temu, udeležbo v družbi, kako jo definira tam vladajoča stranka, in je to nekaj, kar je za nas, Evropejce, popolnoma šokantno in basically nesprejemljivo, in je seveda prostor za manipulacijo v smislu, da pač če predpostavimo neko situacijo, da ne vem, nekaj, kar se da preslikati v naš prostor, da vladajoči garnituri ni všeč neki medij ali neki novinar, in s pomočjo svojega nekega Kitajskega inštituta za javno zdravje označi, ne vem, nekem novinarju na taki aplikaciji status rdeč, potem se naenkrat zgodi, da fizično ta oseba ne more iti iz prostora v prostor, da ne more kupiti vozovnice za letala in take stvari. In to je ena oblika represije, ki je vgrajena v tak tip aplikacij. Nažalost,
zelo je malo razloga za imeti zaupanje, da ni. Ne? In o takih strahovih ljudje govorijo tudi v slovenskem prostoru in pričakujem, da bodo predavatelji kasneje malo o tem kaj povedali. Jaz imam rad lepe slikice in tam je všeč v angleščini izraz dumpster fire, torej zažgani kontejner je izraz, s katerim se pove, da je neka situacija ekstremno kaotična in da nekdo ne ve, kaj dela in podobno. Ne? Ampak pri tej koroni opažamo, da med tem, ko ustvarimo okoliščine za recimo delo nadaljavo ali pa pouk nadaljavo, pozabljamo, da obstaja en velik del populacije, izrazito visok procent, res ne neka margina, ki nima, tako kot jaz, zdaj neki fancy MacBook 16-inčni in sedi v nepremičnini, čigav je lastnik in tako naprej, ampak so tudi take službe, kjer ti ne moreš nadaljavo delati in takih ljudi, ki potem so izpuščeni iz splošnega diskurza, iz tega rečemo javnega izražanja o koroni. Tu smo v situaciji, skratka, da se akumulira ena emocija, ki ni pozitivna in ki pelje proti polarizaciji družbe nekako po premoženjski liniji. Ne? Če tudi je Slovenija recimo po vseh kazalcih OECD-ja, če se ne motim, ali mora biti Evropske unije, družba z najmanjšo stopnjo družbenih neenakosti, ker je samo po sebi fantastična, rečemo temu dediščina iz prejšnjih časov, vseeno se dobi vtis, da celo v našem prostoru obstaja tendenca to vrstni polarizaciji. Bang. In tisto, kar dobro počnemo, in to moram tako navršiti tako propagandistično, je, da med korono znamo dobro protestirati. To je en prizor iz Ljubljane in to je moja glavna preokupacija zadnjih 5 mesecev, včeraj smo prešteli 5. mesec od prvega kolesarjenja. Dober, in zdaj bi switchnil pravzaprav najhitrejši na najmanjši delček od tega mojega javnega razmišljanja. In to je razmislek o poslu in o poslovnih konotacijah ali pa dimenzijah, kot mi je čudno na ta način se premikati skozi slajde, nimate pojma. En izraz, ki se ga uporablja, pa ne uporablja, pa uporablja nazaj, je, da pač treba si je tako reči, da kriziramo in da tudi tako arguably zgodovinsko najbolj kriziramo. V vsakem primeru nam nič ne pomaga, da vemo, ali je ta kriza primerljiva ali ne z tisto izpred 100 let ali z dobo kuge v 14. stoletju. Nam nič ne pomaga vedeti, da je nas recimo korona malo manj zdesetkala, ker v naših življenjih in spominu živeče populacije je to preprosto največja težava ever, če odmislimo vojne na konkretnih področjih. New York Times naslovnice imam rad in všeč mi je, kako grafično razmišljajo in evo, na skrajni levi je naslovka izpred 4 mesecev, ko je številka v ZDA bila 100, zdaj je 200,000. Enostavno imamo težave sploh dognati, kaj pomeni to desetkanje v poslovni sferi, vidimo številke, upam, da, ko bi rekel, da spoštujete ta napor tistih tam urednikov in grafikov, da ponazorijo problem, s katerim smo soočeni. To ni navadna situacija in jaz mislim, da ob vsem zaupanju, ki ga imamo ali nimamo, vsak svoje lastne vladajoče garniture, se dobiva vtis, da bi tu potrebovali nekaj še mnogo bolj radikalnega in na momente sem začuden, zakaj smo vsi tako softcore v teh svojih reakcijah na krizo, da vidimo. Druga stvar, ki se nam dogaja, je ta nek, upam, da spoštujete moj napor na izbiri čim bolj čudnih slikic, torej napor na proizvodnji normalnosti okrog dejstva, da zdaj delamo od doma, medtem ko se tu pojavlja veliko teh senc, tista, o kateri sem prej govoril, da če tudi se tle malo zafrkavam iz domačega dela, ki ni enostavno, zato ker
je enostavno naše domovanja niso organizirana kot delovni prostor in tako naprej, je strašno pomembno, še enkrat poudarjam, razumeti, da obstaja cel en ogromen segment družbe, mora biti celo večinski, ki enostavno nima kaj iskati v tem scenariju, zato pač, ker so njihova delovna mesta takšna, da ne omogočajo tega, zahtevajo fizičen stik z drugimi ljudmi ali pa z predmeti, oziroma obstaja cel segment družbe, ki tudi ni trivialen, ne glede na dobro stanje v naši družbi ekonomsko, ki ne more zrežirati to vrstnega scenarija, kjer ima nek normalen prostor v domovanju, kjer lahko dela nadaljavo. To je nekaj, kar delodajalci v glavnem razumejo teoretsko, ampak jaz ne vidim, da se v praksi kaj pametnega, praktičnega dogaja in to je vredno premisliti o tem, vzpostaviti nek javni dialog in videti, kako se do tega ravnati. Ob vsem optimizmu, ki ga nujno potrebujemo za pregrmeti še eno leto tega, koliko nas že tu čaka. In ena stvar, ki se tiče prav tega druženja, včeraj sem šel morda zadnjič to sezono na neki živi dogodek in sem bil v prostoru, kjer smo sicer na 2 metra razmaka sedeli, ampak je bilo 100 folka na neki internetni konferenci. V glavnem, zelo je naporno postalo in zdaj panoga zelo vztraja na teh hibridnih dogodkih, ampak kako povedati, zelo sem bil vesel, da so včeraj organizatorji imeli pogum za narediti ta dogodek, kljub vsej skrbi, ker sem uspel narediti med to enodnevno konferenco tisto, česar zdajle ne bom uspel, pa da se ne vem, kako potrudim. In to je ves glavni razlog, zakaj človek gre na konference. To je, da bom srečal, ker sem starejši občan, bom tako začel, kolege, predavatelje, s katerimi šeram ta stage že neko število let, pa mi je fajn videti, kje si, nisi bil na zadnjem sofu, a prideš na naslednjega, do tistih resnih vsebinskih debat, do katerih pride lahko samo vmes med predavanji, vmes med sobami in tako naprej. In mi lahko zdaj rečemo, da smo bili na nekem webinarju, ampak potegnili smo samo ta najbolj suh, pogosto tudi najmanj zanimiv del konferenc in to so sama predavanja. Mislim, da to ni dobra okoliščina in ta ideja, da se bomo mi navadili na hibridne formate, je meni kot digitalcu, ki pravzaprav živim v tem cloudu, popolnoma jasno, da no way. In strašno sem zainteresiran, da bi razumel, kako bo to šlo naprej. In torej še enkrat vam polagam samo en konstrukt pred vas za razmislek. Zadnja taka malenkost, o kateri se splača razmišljati je, ampak spet prav na analogen način, je izobraževanje nadaljavo. Mnogi ljudje, vključno z, ministri in gospodarstveniki, menijo, da so šole, ne vem, kje so to pobrali, tista kakor priprava za delo v gospodarstvu. Škoda, da v to definicijo ljudje ne pustijo psihologe, pedagoge in take, ki se res ukvarjajo s to materijo, pa bi izvedeli, da je šola v resnici socializacijska naprava, da je šola ena mašina, ki služi temu, da mlada oseba organsko, gradualno, počasi postane del družbe, ne del gospodarstva. In ravno ta dimenzija je zdaj praktično odpadla na enak način, kot je pri konferencah internetnih ali kjerkoli že odpadel ves ta ključen segment. In to je komunikacija med protagonisti, komunikacija, ki je random, in kjer se največ tega zgodi, ker se vzpostavijo nove vezi, vzdržujejo stare, ker se izmenjujejo ključna dognanja, ki morda niso še, kako se reče, ready for prime time, ki niso še tako artikulirane za na stage, pa blazno odpredavati s 3 buleti, ampak preverjaš teze ali pa izmenjuješ cases z nekom v publiki, ki je tebi podoben in je tu prvič. Vse to je šlo v maloro, tako isto v šolah. To, kar imamo zdaj, ni odraščanje, to, kar imamo zdaj sa šolo nadaljavo, je nekaj drugega.
Če ste gledali film Matrix, boste razumeli. Ok, da vidimo. Zdaj bomo prešli na par dobesedno malenkosti na temu samega life-a. Dogaja se, da smo med korono se vsi skupaj še enkrat bolje naučili fejkati online. Sicer nisem vzel za ilustracijo kako fotko od selfijev ali česa tazga, ampak nek predmet, ki me je te dni navdušil totalno. In to je taka LED lampica, ki jo daš v steno in ona, če kdo pogleda tvojo bajto od zunaj, proizvaja efekt, da v hiši nekdo gleda televizijo. Fake TV. In to se mi je zdaj tak nemogoč filozofski predmet, da why, da v kakšnih življenjskih scenarijih je to smiselen. I guess, da pogreš na dopust. Ampak, pa kao lopovi, ampak je noro. V realnosti je treba reči ob vsem potrebi, da smo cheerleaderi in da proizvajamo dobro voljo. Glavno stanje vseh nas je, da saframo. In zdaj, zakaj jaz zdaj enim digitalcem govorim o tem? Zato, ker je to kontekst, v katerem delamo, mnogo bolj ključen od vprašanja, ali bo Oracle razen appa dobil tudi algoritem od TikToka med tem nasilniškim nakupom, ki se ravno dogaja. To moramo razumeti, ok? Dobro, zdaj bi se samo osredotočil še na par teh udarnih sklepnih malenkosti, ker vem, da smo časovno tam nekje. Bi šeral z vam dve vrednoti, strašno simpel, pod A, da pokažem, da obvladam te fonte čudaške, ampak čisto resno tudi zato, ker mislim, da ima to veliko smisla. Ko so stari Grki izumili demokracijo, ok, za bogate premožne, bele moške, ampak v glavnem osnovno demokracijo, so potem potrebovali izraz, s katerim bodo označili take ljudi, ki v demokraciji oziroma v življenju skupnosti ne participirajo, za ljudi, ki mi danes rečemo sebični, ampak Grki so prišli do mnogo boljše besede in oni so takrat tem ljudem rekli idioti. Meni se zdi to strašno koristno in to geslo iz Wikipedije oziroma to informacijo sem večkrat šeral z slovenskimi politiki in sem neskončno užival v tem in pa sam pustiš brez interpretacije v luštu. To je, jaz mislim, da pomembno povedati, ne ta del s politiki seveda, zato, ker nas nekak nas nihče ne uči tega, ne, malo smo prepuščeni sami sebi in mislim, da se je med korono to tudi izkazalo tu pa tam, da nekak sebičnost ni pomagala prav nobenemu, ne. Dobro, in druga stvar, taka podobna vrednota, že spet tipografska vaja. Jaz sem Jewish in malo trzam na te stvari, v oni tam čudni knjigi iz bronaste dobe, o stari zavezi oziroma v Tori, še starejši, je zapisana neka osnova etike, ne. Ta tikun olam v osnovi, tako je tudi do mene to prišlo, je en miselni ali pa en okvir, kjer ti znotraj vsake geste, znotraj pomivanja zob, znotraj tega predavanja ali pa znotraj sestanka, ki ga imam po tem predavanju, zavestno vgrajuješ eno molekulo namenoma, prav intence popravljanja sveta. Torej, zavest, da je svet tu, da ga boš ti popravljal, mora biti nekje prezentna, kontinuirano. Kot tu piše, mi imamo odgovornost popraviti tisto, kar je narobe s tem svetom. To vam polagam na dušo, zato ker arhitekti digitalnih rešitev ali pa odločevalci v organizacijah, ki razmišljajo o tem, kako bodo userji delali z vam, morate se zavedati, da ste v poziciji izjemne moči in da ste v poziciji, da boste ali naredili nekaj dobrega z ljudmi, za ljudi in za sebe, ne? Ali pa da boste zaradi nemarnosti
proizvedli neko negativno posledico, ki se bo kopičila in eksplodirala takrat, ko nočete, da eksplodira. In zdaj se bližamo sklepu, ki je strašno preprost, ampak neskončno zahteven. Po drugi strani, med korono smo ugotovili in v digitalni sferi in v splošno družbeni isto stvar. Da tam, kjer smo gradili odnos, smo preživeli. Te vezi, te deli, te procesi, te aspekti družbenega tkiva so še danes stabilni. Tam, kjer smo se ukvarjali s koristjo, tam, kjer smo gledali na razmerja skozi blagajno ali druge benefite, tam imamo krizo. To je zoprna konstatacija, to je zdaj grdi I told you so, in se človek ne počuti lepo, ko te stvari govori, ampak jaz mislim, da to prekleto drži. In to je taka lofty, kako se reče, taka šamanski stavek, ki ga izgovori starec z belo brado na vrh gore na temo univerzuma, ampak mislim, da se kvalitetno preslikava tudi na drobno skalo ene države, družbe ali pa še nižji na skalo ene organizacije, podjetja, NGO-ja in tako naprej. Vse povsod mislim, da se en mali zakon termodinamike oziroma ena ugotovitev, kako nam je pod to korono, mislim, da se da aplicirati. In bi uporabil ta mikrofon za ta wake-up call in en mikro priporočilo, najtopleje priporočam, če že niste, pojdite na Netflix ali če imate soseda pirata, naj vam opljačka in vam zdownloada dokumentarec iz prejšnjega tedna, Social Dilemma, ki v ogromni meri zelo lepo opisuje dober del tega, kar sem zdaj tako probal malo zimprovizirati za vas, z fokusom na način, kako tehnološki sektor organizira platforme za družbene medije, ne, in kako to dejansko funkcionira iz vidika demokracije, svobode in tako naprej. Neskončno pomemben dokumentarc. Zdaj, moj hronometer govori, da sem točno v zadnjih sekundah tega slota, ki mi je bil namenjen, in zdaj prosim organizatorje, da rečejo ping,